Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Petkovo jutro. In kaj jaz rečem običajno? Ja, da bo vikenda kmalu konec. Da bo ponedeljek tukaj. Pa pridemo spet. Ja, seveda. Bo vikenda konec. Glej, petek je in ta trenutek je ura 8:44. Tako da prosim, ne hiteti. V bistvu še niti nismo končali v etru. Ja, pa ti meni že govoriš, da bo ponedeljek. Nehaj. Zdaj je vse razkrila, ne? Ja, konec vse te male skrivnosti. Konec iluzije. Kakva iluzija? Recimo še nedolgo nazaj študentka Ema poslušala podcast tega jutra, pa si mislila, kak so pa ti pridni, najprej zjutraj, bolj še posebej, ne? Veš? Zdaj pa, Ana, kaj še boš izdala? Ne vem, kaj bi še radi slišali, kaj pišite nam. Vse lahko, razen pohorskega bataljona ne moreš, to je igro dedek izdal. Dobro, kam ti na silo, drži me stol. Danes zjutraj smo gostili doktorja Krambergerja, očeta slovenskega satelita in se pogovarjali o vesolju in kje je Maribor tu in super zabavno je bilo, skoraj nemogoče vprašanje, tu je Ana spet poharala, rešena je bila še ena dilema študentke Eme, tako da smo stopili blizu generaciji z in ogromno tega, tako da vabljeni, da prisluhnete. Zdaj tako hitro povedal, ker se boji, da še bom kaj izdala. Tako da... Ja. Tako da Ani sklopimo mikrofon, mi pa se slišimo spet ponedeljek zjutraj o 5:30, pa lep vikend želimo. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Petek 13. marec je, to je že super informacija sama po sebi, dajmo ostalo na stran. Pa to ti Milan od včeraj, kak je bilo Gregorjevo mimo grede? Fajn, nič posebnega. Ni? Ne. Ni vrabček. Prstek je zdaj. Ni vrabček plahutal? Ne. Ni škorčev, ko čez gmajno gnal, nič. Nadaljuje z rimami danes. Igraš si imel dolge lape in si na kavču spal. Viš kak, ne, to ne, gre... se kar samo ponujajo, ne, ti ljudski reki se kar... Vrhunsko, bravo, in jaz sem. Nehaj. 20 prečest, upam, da ste imeli lepo Gregorjevo, drugače pa danes je dan po Gregorjevem, to še tudi velja. Ali sta kdaj že imela ta občutek, da ne glede na to, da se je nekaj zgodilo že dolgo nazaj, ali pa veš, za tebe, ko nekaj zveš v danem momentu je novo, ne glede na to, da je bilo, ne vem, 30, 20, 30, 40 let nazaj, kakorkoli že, bom prišel do bistva, ker vidim, da me ta gledata. Da imaš občutek, da moraš nekoga braniti, čeprav ga več ni tu, ali pa čeprav je to absolutno nepomembno in nisi noben faktor v tem, samo te pač razkuri. Ja. To ima smisel, pol sploh? Očitno že za tistega, ki se pač trudi. Za nas imaginarne viteze, ki branimo. Dobro. Okoli. Ja, ampak prebral sem en taki nonsens, se mi je zdelo tako tumasto, da se je nekomu sploh zdelo vredno, ampak se me ne preseneča, glede na vse, kar se da prebrati v 2026 ali pa videti, da so zapisali, da naj bi Yoko Ono Paulu McCartneyju po Lennonovi smrti povedala, da je mislila, da je bil gej. Zakaj? Točno to. Zakaj? Ena najpomembnejših osebnosti v zgodovini umetnosti človeštva, ki je prehitro zaradi enega debila ali pa pač zaradi ameriške obveščevalne službe morala zapustiti ta svet, ta osebnost. Bog ve, kaj vse bi še dal John Lennon, ne? Ne, zdaj treba to pisati. Ok, pum pa jaz samo tako povedal. Morda pa bi za razlog bilo treba večkrat pogledati v ogledalo. Yoko Ono. Ne vidite, zdaj je napravil svoje, hop, pospravim meč in odjaha na belem konju v daljavo. Razjašem ga, pa ga dam pubecu, da ga pelje v štalo. Ja, imaš prav. Ja. Želimo dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Danes je petek, 13. marec in Jeger, moram te pohvaliti za včeraj. Res izjemna napoved, izjemno natančna napoved. In so bili ljudje, ki je niso resno jemali, ne? Res? Ja, jaz sem bil z enim takim
po Pohorju včeraj, tam v Framskem delu gori, oziroma pač Gradišče. In sem gledal malo oblake in spodaj levo sem imel tvojo napoved, danes bodo popoldne plohe. In so neki oblaki bili in se rekel, ne vem, če imamo še 20 minut, ne, kaj te vete, da se te nimamo. To je preletelo za pohorskimi drevami, veš. Ja, včeraj se je to kar vsi. Pa še ni dvakrat je ruklno, fajn, ne, zagrmelo, ko to zadoni, veš, ko si ti nekje v naravi. Vse veš, kaj bi ti razlagal, Ana, to bolj ne ve, veš, na tezno je bolj ravno, pa niso tak v naravi, ne. In te je Tudi dobro? pri nas zagrmi, ne boš verjel. Ja, samo ni isto kot po Pohorju, ko je to kot, veš, kot zvočnik dol, ko to Ja. po dolini zažge. Ja, veš, da me je dobro, fajn je, prvič v 2026. Ja. Je bila tudi malo Je tudi, nižja ne? Sodra. Ja, jaz sem grable vrgla in letela z vrta. A ti si bila na vrtu takrat? Ja. A S tem, da ne navadno, ne, ker ti si tudi edina v naši jutranji ekipi, ki bi se lahko pod grablami skrila. To je tudi res. Ja. Znajo. Tako da upam, da vas tudi ni vlovilo Ja. in nauk te zgodbe poslušajmo igra. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Danes je petek, 13. marec. Drugi petek, 13. že v 2026, ne, ni? Ja, februarja je bil isto. Vidiš, enkrat na mesec, pa smo preživeli, tako da tudi tega bomo. Ampak danes ne bo niti približno slabo, še več. Danes si upam reči, da imamo spet dan, ko bi lahko rekli, to ti radio obdaruje. Buntalamo spet. Buntalamo, ker jasno, nova tekma naših pubecev bo štajersko prekmurski derbi z Muro, da v Ljudskem vrtu imamo karte. Greste na naš Facebook, kjer najdete vse informacije. Žal, zaradi pač tehničnih omejitev, ki še vedno so, SMS 051 220 220, žal še ne deluje, upam, da bo v prihodnjem tednu. Tako da na Facebook tega radia za vstopnice za fuzbal. Potem od nedelje do srede je v Mariboxu predpremierno predvajanje enega od bolj težko pričakovanih znanstveno-fantastičnih filmov 2026. Naslov je Projekt Zadnje upanje, Ryan Gosling je v glavni vlogi in je, mislim, vse pogledajte trailer, kaj bi vam razlagal, ampak zgodba govori o enem učitelju, ki je sicer izjemen, ampak hoče biti samo učitelj, ampak je taka situacija, da pač mora iti v vesolje, zato da bi rešil človeštvo na neki točki in pol gre in gre daleč bek in tam sreča eno zunajzemeljsko entiteto, s katero se spoznata. Mislim, super. Jaz kot ljubitelj žanra komaj čakam. Dobro. To bomo imeli vstopnice in sicer za nedeljsko prvo predpremierno predvajanje v Mariboxu, ki bo torej to nedeljo ob 20. Predpremierna predvajanja filma Projekt Zadnje upanje pa je torej nedelja, ponedeljek, torek, sreda, vedno ob 8. zvečer. Pa še vijolični tamali danes, Jo, seveda. pa še to ti hudi hiti, pa še Ana, pa še Jeger, pa vse. Dobro jutro. Marsikje se bo danes prepevalo in prav je tako, vseeno je petek, Ja. 13. marec, upam, da imate razlog za praznovanje. Je tudi, ampak moram reči, da ga mi absolutno ne praznujemo, tudi ko je svetovni dan. Namreč Jeger je danes zjutraj tako skrušeno rekel, danes je svetovni dan spanja. Ja. Oh, Mi ga nekako ne praznujemo že nekaj Nikoli. časa. Ne? Ne, veš koliko praznikov ne praznujemo, pa glih tak smo. Ja. Veš, kaj vem, ti samo hočem reči? lahko bi tega, pa pol kjerega drugega nekoga. Jaz Ja. menjam. Vredo je. So pa včeraj že Fras in Medvar šov vnaprej zehali. Glej, Anja tudi zeha, ker si tudi zehal. To, ker zdaj gre po ljudeh. Jaz pa sem se uprl skušnjavi. Ja, čakaj, še zehaj. Ne bom pozdravljeni, da muziko Veš hitro. zakaj? Ker že preden tako ali zazeham. tako imaš luft not gled. Tudi danes Fras in Medvar šel točno opoldne.
tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro. Dobro jutro. In zelo sem bil zadovoljen, ko sem prebral, pravzaprav vesel, bila je študentska krvodajalska akcija. Daruj več kot le kri, daruj življenje. Daruj življenje in kri je darovalo največ krvodajalcev doslej v koliko letih je? 21 letih. 21 letih. 238 krvodajalcev v 3 dneh, od tega pazi 99 takšnih, ki so kri darovali prvič. Wow. Ker zmrazilo, ma je lepo. Zakaj te je zmrazilo? Ja, no tako, veš kako je to ljudje, ki... A smisel, ker te strah igle. Si dala kri, Ema, kot študentka, kot mlada, polna neke energije, volje? Ne, ampak sem zelo ponosna na to. Ok, dobro, generacijo. super. Ja, ful, ja. Ok, dobro, nekaj je, ne. Ja. Ja. Nekaj tudi mi se menimo. Mimo grede, kolikrat sta vidva darovala kri v življenju? Jaz imam eno malo težavo. Ja, ok. Ti tudi imaš težavo? Ja. Res? Ti imaš več, Igor. Več, ja. Prva je ta, da verjetno ne bi... Kaj? Jaz nisem preveč domač s krvjo in iglami in zatem tako da... Čakaj, ustavi malo to, ali imamo morda kako zgodbo na to temo, ki še ne poznamo. Ti Ceger. Ni zgodba, ampak že od nekdaj, že odkar pomnim, se bojim igle, se normalno mi lahko zabejo kri pa vse, ampak nikoli ne gledam zraven in nikoli nisem najbolj sproščen, ko grem to... Si kdaj skupaj padel tudi? Pa mislim, da ne. Mislim, da ne. Mislim, da ne. Zva, ker ne ve. Ja. Ne, čist normalno je, veš, da naenkrat ti sfali, pa se zbudiš, ko te fockajo, pa si malo bledi. To je normalno. Ja. No, mislim, da ni. No, ja, tak veliki ded, pa pohorc, pa pohorski res, pa kdo rabi traktor za hlode ven šume, če imamo roke, pa to. Ja, le. Pa igla, pa. Ja, to pa ni. Nismo si ga ravno na tino. Ok, torej, Dejana študentka ima impulsi, želimo, da bi jutri. In tudi danes so tu dileme, študentke ime. Stopimo bliže generaciji z... Dobro jutro, Ema. Dobro jutro. Na seznamu tvojih dilem. Ali se staramo, ko se začnemo veseliti čisto odraslih stvari? Ja. Ok, zdaj pa najprej povej, kaj so čisto odrasle stvari. Mail. Gmail. Ko dobiš, ja? Ja, jaz se v zadnje čase ful veselim, ko ga Če dobim. mail dobiš? Ja, sem samo tak, moj bog. Mail, Kaj je to? Kdo mi piše? Ja, Kako si ti odrasla. Ja. Pol pa ugotoviš, da je pač samo reklama, pa neka promocija. Ali pa e-račun. Ko se boš e-računa razveselila, takrat To se ne bo nikoli. takrat idi na štelanje glave. Ne? Ker čisto realno, ne, draga naša študentka Ema, vidna predstavnica generacije Z, tudi ne glede na to, koliko si star, se še vedno veseliš, če si koliko toliko, ne, stvari, ki povzročajo enake občutke kot takrat, ko si bil otrok. Ne? Starejši kot si, bolj na otročje gre, se zdi, tako da. To, da si mail dobila, to ni zdaj nekako tak čisto Ja, pa odrasla je. stvar. Ok, dobro. Ful je. No, evo. Okay. Ja, Tisto Jeger, prej- ja, Ana. Ja, Prej pardon, sploh no. nisem imela maila na Zdaj pa telefonu, imaš. gor, zdaj pa celo aplikacijo. imam. Resno! pa res Pardon, mi odrasla. se pogovarjamo z odraslo Ja. osebo. Dobro. Odlično. Torej, notifications na Instagramu, to je... Ne, to več. To zdaj, ko imaš... To je za, Vse izklopljeno. to je za mlade. Ja. Zdaj, ko Imamo imaš mail. mail, ja. Zdaj, ko imaš mail aplikacijo, zdaj še pač samo začneš kuhati, prati, pospravljati. Pa položnice plačevati. Mogoče si jo izbrisam. Še za kako leto podaljšala. Ja, Ja. Dobro. Probali smo, danes nam ni uspelo, najbolj imamo občutek. Dobro jutro. Dobro jutro. In včeraj je bil nov koncert, akustični koncert v tem studiu v seriji Toti Life. Tu je bila Ditka in mene zanima ena stvar, ali se te je vstrašila, Ege? Ne, ni. Nič ne omenila, Tudi nič ni komentirala, ne. A, ker si Rajši. imel klasično koroško, ne? Zdaj, da je havdo, da. Frizuro z brega.
Ker to je zdaj pač strah, ampak še do 6. oziroma 7. aprila, dokler traja 25 dni. tvoj mali Kristusov izziv. Ampak Ditka, ja, včeraj je prišla tudi z okrepljeno ekipo, ni bila sama s kitaro. Ne, bila sta še zraven njen oče in pa Jan, kitarist, tako da je bilo super. Lepo. Ja, en na klavirju, drugi še na električni kitari in so super odigrali, fajn aranžmaje so imeli, predstavili so tudi njen lanski album in je bilo tako fajn smo se imeli, taka prijetna, pozitivna energija je bila tukaj. Ja, bi rekel, sploh ko je recimo zapela njeno People. Tako je torej zvenela včeraj v totem live koncertu Ditka pri nas na totem radiju, seveda kmalu, če ste zamudili tudi na našem YouTubu v celoti. Je Jegerka na kameri tuji? A veš kaj, nisem še, da tam prišla, danes zjutraj bom preverila. Se opravičujemo. Ja, zato se naprej, bomo dopisali spodaj. Ampak je muzika tako dobra, da seveda vse preglasi. Včeraj je Ditka zapela tudi recimo Ljubim te, ljubim ljubezen. Ljubim te, ljubim ljubezen in upam, da misliš kaj name. Ljubim te, ljubim ljubezen in upam, da misliš kaj name. In pa jasno, da ni smela manjkati tudi njena največja uspešnica, ki jo je spisal seveda Feri Lanšček in uglasbila Ditka. Napravi to, zbiraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen je reka, ki teče po strugi. Napravi to super. In na tej točki sta bila Jeger in Mernik tudi objeta. Sva bila objeta, sva pa oba tako mehka. Ja, če pa je tako. Ditka včeraj torej v totem liveu pri nas na totem radiju, kmalu celoten koncert tudi na našem YouTubu. 9 minut pred 7 pa je dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. In ali se vi zavedate, danes je petek 13. Pustimo to ob strani. Ampak danes ni navaden petek 13, kajti astrologi, ki so neupravičeno na 278. mestu po pomembnosti vseh znanosti, neupravičeno, pa tako temeljne resnice v naših življenjih podajo. Berejo iz svetlobe, ki je več ni in veš, ne, halo. Astrologi opozarjajo, da se danes pripravlja popolna nevihta kozmičnega kaosa. V redu je, ima. Zanima me. Ja, okay. Astrološki dogodek, ki mu nismo bili priča že 45 let, kar pomeni, vi trije še sploh niste bili priča. Dobro. Jaz se spomnim, kak je bilo. Sicer sem bil star komaj 5, ampak spomnim se, kot da bi bilo včeraj. Res. Na ta dan namreč zelo glasni petek 13. sovpada z vrhuncem retrogradnega Merkurja v Ribah. To bo sprožilo veliko zmedo, čustvene pretrese, tehnološke in prehranske motnje. Mogoče sem malo dodal. Malo je dodal. Pravim. Nič takega, kar dobra muzika ne reši. 6:07. Dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Danes je petek. Skoraj nemogoče vprašanje. Vedno v petkih, potem ko je dolgo v 2026 vodil Jeger, je prejšnji petek vodstvo ponovno prevzela tezenska kraljica, princesa Tezna in Bakra, Ana Lakota. Na drugi strani seveda naše pohorsko veselje, naš oranžni pohorski orjak, pohorski mavli. Dobrodušneš, Matic Jeger. Hvala. Viš, njega tako lepo predstaviš, vedno mene bo neki baker, noter tiščiš, nočem tega. Stezna. Pa baker ima neko vrednost. Mnogo drugače ga ne bi zbirali. Medtem ko Jeger izraža to pohorsko divjino,
zdaj sploh v teh dneh. Ja. Torej, tudi danes skoraj nemogoče vprašanje z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora. Ali pač! Tako, danes vam dam na voljo, No, boljša smo. vam dam na voljo, ali želita Mu že pišeš odgovor? Ne, samo gledam, ker imam tu shranjeno na telefonu. Torej, tema hotel, medčloveški odnosi ali pa film. Izberite si. Ne, Jeger izbira v bistvu, ker zaostaja. Ok, hvala. Kaj je bil? Hotel. Hotel. Ja, daj to. Daj hotel. Daj to? Ja. Ok, So bile hotel. 3 opcije. Ja, to je več kot običajno. Ja. Torej, pazite, v tej statistiki je 61% vseh unisex vprašanje, se pravi dobrih 6 od 10 je reklo, da to naredijo najprej oziroma prvo, ko pridejo v hotelsko sobo. Pogledaj, če je kopalnica čista, če je posla poslana. Razkužijo kljuko, WC, odprejo kovček, Pogledaj, če je minibar. odprejo okno, balkonska vrata, stopijo na balkon, gledajo skozi okno, Ne, se slečejo. Se vležejo na Sezujejo. posteljo. slečejo. Ne, Se vležejo na posteljo. ne, Skačejo se po vležejo. postelji. Kaj je kartico, Se da sedejo imamo na- tam strom. Ima veze s posteljo, ampak nisi še rekel prav. Odgrnejo posteljo. Ne, Posteljejo posteljo na novo. Ono, veri uho, da lahko tegneš. ne. Gledajo pod Sprobajo, kak posteljo. je- Ne, Jeger. Sprobajo, kakva je poisla za ležanje. Ana Lakota. Stoj! Ana Lakota, kraljica. Glej, Skoraj nemogočega Kaj si vprašanja. sploh rekla? Sprobajo posteljo. Ja, Ja. kak je Ja, pa posla? vsaj to, se vležejo na posteljo, jo sprobajo. Ja, pa... Ali si rekel? Ne, nisi rekel. Ne. zdaj pa tak. Ja. Ne, zdaj pa jaz povem nekaj. Jaz dam zdaj to piko Jegru, zato ker je on res rekel, da se vležejo na Ja, posteljo. vležejo, samo odgovor je bil, ampak probajo. mislo je pač probajo, tako da Jeger, jaz ti dam to piko, sicer še vedno 2 vodim, samo nima veze. Vidiš, zdaj pa je spet... Ni to. Ni isto, Ne, ni isto. Ne, oprosti, Ana. Daj vzami, pa reči hvala, Od kaj pa kdaj gremo ti, dalje? od kdaj sem jaz umr in ti določaš pravila? Piko si dobila, ker si zmagala, pika, zasluženo. Glej, dober namen sem zdaj imela. Hvala, Ana, res cenim, ampak... Jeger, pač moral se boš bolj potruditi naslednji ampak- petek, ne morem nič drugega Če se... reči. Ne? Jaz se strinjam Ti s se tabo. strinjaš, evo, Ana, hvala. Kaj se strinja? Se tako nič ne moremo, ker si to ti mislil. direktor vsega, Kaj si vseh mislila? pravil tu. Ja, seveda, skoraj nemogočem vprašanju, pa res. Tako da, ja, čestitke, Ana, še si dvignila Ja, 3. svojo prednost na 3. Še ena legenda. Ja, kaj češ, pač viroze so na Jeger. Ja, res je. Tudi ti Jaz si sem tudi lahko. meni na glas, Jegro na nos, Meni pa na Ani pa grlo. nič. Ja, Grlo pa me te boli? spet bolelo danes, ja. Ok, no Bom vidite, preživela. tako pač ti taki časi so. Bomo to. Še ena legendarna je bila to, torej Moonlight Shadow, ura je 7:19 minut, ampak čas bo ponovno, da stopi v akcijo glasbeni detektiv na Totem radiju. To sem jaz. In mislim, da sem ulovil še eno tatico. Res, ja. In sicer tam, kjer sem mislil, si nisem mislil, da kadarkoli bo, ker ima toliko enih svojih kvalitet in je tako mednarodno priznana, ampak se je zgodilo. Ulovil sem Taylor Swift. Saj sem vedela, Čiza Ona res. je nekaj kriva. Ulovil sem Taylor Swift, kot sem rekel, na moje veliko presenečenje. Čeprav moral sem se prisiliti, da sem šel preko prvega znaka, da tu nekaj ne štima. Ker ko je izdala ven svoj nov singl, je bilo prvo vprašanje, kaj je začela Hrvaške pisati, ker je naslov Opalite. Ona reče opalajt, samo vemo, ne? In pol sem šel razmišljati in raziskovati dalje in ugotovil, da je v bistvu eno celo frazo kradla v enem velikem hrvaškem hitu iz 80-ih. Res? Ja, sicer je glih dovolj ritmično spremenila, ampak gre za glasbeno frazo. Dobro poslušajte, ker bom to naredil samo enkrat. Vsi, ki ste gledali Alo, veste, o čem govorim. Ok, pozor, gre za frazo
ne? Ki smo jo seveda mi spoznali v 80-ih, kot se rekel, malo je ritmično, samo predrugačila, v hitu rock mi skupine Riva. In isto ta gre, nič ne bom rekel. Ta tica. Pa ti detektiv? Ja, če ti pravim, tu je Taylor Swift in opalite. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. 20 minut pred 8 je. Bravo. Petek 13. in danes je vse, kar je lahko retrogradno je. Učijo astrologi, tako da danes bo hudi dan. In da je retrogradni Merkur v ribah. Ja. Kaj si ti po horoskopu? Tine? Merkur. Aj. Vse si To ti- nima veze, Kako nima da veze? sem jaz ribi, pa da je to v ribah. Hvala, da ima vezo. Nima veze. Ja, absolutno. Zagotovo da ima. ima neko vezo. Glej, Samo kakorkoli ne veš, obrneš. kaj ne, ampak nekaj mora biti. Čakam na znaka, veš. Neupravičeno so astrologi na 278. mestu po pomembnosti pri znanostih. Torej, Eno nepovezano. nepovezano s tem in sicer en hitri kviz, da vem, če trofite. Raziskavo so naredili in ugotovili, kateri je tisti šport, ki se bi mu lahko reklo fontana mladosti. Golf. Ne, Plavanje. ne, ne. Fuzbal. Viš, kako ve? Tenis. 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 Res. Bo le kako je. Ema prvič. Ema je prvič. Prvi aplauz. Bravo, Ema. Veš, kaj se zgodi, ko prvič trofiš? Ja, Se seš navadila. nekaj se odpre, ne? Ja, seveda. Absolutno. Pa prenese se južna. Ja, seveda. Dobro jutro. Dobro jutro. In ne še premierno, pač pa predpremierno pride v Maribox nova znanstveno-fantastična uspešnica. Jaz sem prepričan, pa ne zato, ker Ryan Gosling v glavni vlogi igra, ampak pač ker sem prepričan. Projekt Zadnje upanje. Ko nimaš pojma, pa te silijo. Ko ne bi rad, pa moraš. Ko jim hočeš razložiti, pa te ne poslušajo. Ko mislijo, da imaš ful pojma, pa ga nimaš. Nič. In vsi se delajo, kot da je to edina rešitev. Tona, kaj bi mi ti avto pogledal? Nekaj mi cuka na avtocesti. Kaj ti bom te jaz avto gledal? Ja, ti se spoznaš na avte. Če jaz samo gledam avte na avtonetu cele dneve. Ja, no, te pa mi popravi to, kaj cuka nekaj na avtocesti. Ja pa kaj ti cuka, kaj? Ja, ko se pelam 150, dela... Ja pa idi k mehaniku, te kaj meni, zdaj guši. Pa kaj ne veš, kaj je to? Ja ne, kak? Jo, Tona, kaki butl si pa ti. Lahko je vstran benzin, filter ali pa benzin pumpahin, ali so svečke znucane, ali pa imam tuljave, dio. Zna biti, da imam MAF senzor ali pa EGR ventilhin, ali pa imam filne papuše v k***u. Termostat ti dela? Kaj? Nič. Kdaj boš raufal, v soboto ali nedeljo? Ker grem po pir pa po žemlje pol. Pa če ne znam. Ryan Gosling je učitelj na srednji šoli, ki ga prisilijo, da postane astronaut, ga pošljajo v 3 krasne v vesolje in mu naložijo zelo preprosto nalogo. Rešiti mora vse ljudi na Zemlji. Težko pričakovana znanstveno-fantastična poslastica projekt Zadnje upanje. To nedeljo 15. marca premierno v Mariboxu. Karte za vas pa na našem Facebooku pod objavo. Prijavite se. In kot obljubljeno v tem studiu danes zjutraj, nekje sem prebral celo oče prvega slovenskega satelita, dr. Iztok Kramberger. Dr. Iztok, dobro jutro. Dobro Dobro jutro. Oče prvega satelita, kako se to sliši, ne? Zanimivo. Ja, ampak je pa res, v bistvu, ne? Ker glede na to, da v Ljubljani so morali ga kupiti, mi smo ga pa sami naredili, je tako, pred leti. To zdaj bom jaz z manjšo vnemo komentiral. No. Bom pa rekel tako, ja, pač
Morda sem res nekdo, ki je nekaj zasadil, ne? Je pa res, da je to delo ogromne ekipe. Absolutno, to je brez nadaljnega. Ampak Maribor se je recimo pa že od vašega zadnjega obiska tukaj pri nas v tem studiu, kar se vesolja tiče, proizvodnje nekih komponent oziroma pomembnosti, ko govorimo o vesoljskem programu, evropskem in svetovnem, nenormalno razvil. Zdaj, nenormalno je tudi spet... Stvar zornega kota, vemo, ampak Stvar zornega kota, ne? Ampak definitivno podjetje raste, na kar sem zelo ponosen. Ne? To je, pa če zasediš seme, pa pol obračaš to rožico, ne? Pa zadivaš, dokler je zelo majhna, zdaj pa je rahlo zacvetela, ne? Pa to seveda občuduješ. Ne? In govorimo seveda o podjetju Skylabs. Pa me zanima, kako je to že samo, da dobiš idejo, da bi pa v Mariboru naredil vesoljsko podjetje. Pa je pogum, da se to dejansko izvede. Lahko rečem, da sama ideja za podjetje je stara že več kot 20 let. Torej, ko smo mi stopili prvič, ko smo bili recimo pač preko Evropske vesoljske agencije pobudo, da bi delali nekaj na tem področju, takrat kot čista univerza in ekipa na univerzi, sem jaz pač tudi tam kristalno jasno povedal, da pač, če se hočemo Slovenci iti neko vesolje, pač ne bomo delali tega, da bomo izvažali znanje, ampak večjemu lahko izvažamo tehnologijo, ker znanje moramo ohraniti tukaj. Ja, definitivno. In tu smo zdaj zelo uspešni, to si pa lahko priznamo. Mislim, da smo, ja. Zdaj, kaj to točno pomeni, recimo povprečnemu poslušalcu, poslušalki, kaj to pomeni, da je podjetje Skylabs uspešno, kar se evropskega programa, vesoljskega programa tiče? Kaj to točno, konkretno pomeni? To točno pomeni, da je konec lanskega leta preko 350 enot, ki so proizvedene v Mariboru, poletelo vesolje na zadnjem Falconu, da bo letos približno 2 toliko, najverjetneje, če bo šlo vse po planu, torej to ni dostikrat odvisno od nas, tudi od samih izstrelitev in pač naših strank, da opremljamo približno 10 konstelacij z večjim številom satelitov. In na to smo seveda zelo ponosni, da je proizvodnja zasedena približno za okoli 2 leti, da potrebujemo nove prostore, da je cilj graditi novo stavbo pod Pohorjem zraven fitnessa, da nam je cilj dvigniti dodano vrednost na zaposlenega iz 60 na 90 tisoč evrov in se približati nekako avstrijskemu povprečju, kar morda ne sliši se tako dobro, ampak je malo niže pod povprečjem, ampak vseeno je to za slovenske razmere precej dobro in s tem pač poskušamo ohraniti visokotehnološki kader v Mariboru, namesto da nam pač se dnevno vozi čez mejo. Toliko o tem, kak je to stvar perspektive, kak smo uspešni v vesoljskem programu v našem mestu. To lahko samo rečemo klobuk dol in seveda je to delo ekipe, ampak nekdo pač mora. In zdaj se pripravljamo, da pošljemo gor 3. satelit, ki bi se mi zdi, da že moral iti, pa nekako ni šlo. Ja, ta nesrečnež ima zdaj že kar precej nekako dobo, da bi poletel, torej satelit je že pripravljen kar nekaj časa. Je že tudi integriran od lanskega leta, to, kar smo ga integrirali v Berlinu in potem prepeljali pač na novo izstrelišče na Norveškem. Sedi na nosilni raketi, nosilna raketa se zdaj ponovno pripravlja na polet, trenutno sta datum 19. in pa 21. marec, ob 8. uri zvečer, tako da ljudno vabljeni. Držimo pesti, da bo. Ziher, mislim, je neka dodatna kvaliteta, ker je Mariborčan tam, se pravi satelit z Maribora, ziher zabava ostale satelite, razumeš, nagovarja, pijejo, pojejo. Ziher je drugače, kot če bi neki Nemec zraven sedel, oziroma bil glavni. Kaj bo počel ta satelit, kakva bo njegova funkcija? Torej, te naše majhne tehnološke demonstracije so morda pač na začetku povem, zakaj so to taki majhni sateliti, ker je to cenovno trenutno najbolj ugodno. Podjetje trenutno je v samem, torej v tehnološko izjemno sposobno narediti izjemno majhne podsisteme, to še ne pomeni, da pa opremljamo majhne satelite. V povprečju nekje se opremljajo sateliti do 75
ali pa tudi že zdaj novi do 150 kg. Torej, velikost satelitov, ki jih oprema podjetje, je dosti večja. Tehnološke demonstracije so pa namenjene temu, da določeno tehnologijo preverimo v vesolju in trenutno delamo na tako imenovanem vizualnem zavedanju v vesolju, to je pač raziskovalni del, ki ga pač pelje univerza skupaj z podjetjem in ta raziskovalni del potrebuje nek slikovni material in 3SAT-S je pravzaprav taka tehnološka demonstracija, ki bo zdaj v večini zbirala ta slikovni material. Drugače pa v osnovi pa bomo demonstrirali varno povezavo, kar pa so nas stranke že skoraj leto in pol prehitele. Aha. Ja, žal zaradi zakasnitev, ne, pač pride pač produkt prej v vesolje, predno si ga uspel pokazati. Ok, tako da že imamo rešeno, ampak zdaj bomo samo potrdili v bistvu. Dr. Risto Kramberger je naš gost, govorimo o vesolju, kaj se tam ta trenutek vse dogaja, kakva je perspektiva, kje je tu vloga Slovenije in ali res obstaja možnost, da bomo končno na recimo, ne vem, mednarodni vesoljski postaji ali pa na postaji na Luni, če bo kdaj tam videli tudi Mariborčana ali Mariborčanko, vsem temu nadaljevanju. Dr. Risto Kramberger, oče slovenskega satelita, je v tem studiu. To je tako cool, mi smo tako veseli, da nimamo samo, ne vem, veš, da se menimo o Nordungu, pa da je o Hermanu, no, pa da je, ne vem, da imamo tablice, hvala Vega in tako dalje. Imamo tudi očeta slovenskega satelita, dr. Risto Krambergerja. Dobro jutro. Dobro jutro. Torej, o dogajanju in o našem tretjem satelitu, ki je zdaj pa končno na poti gor, smo že govorili. Zdaj pa dejstvo je, da je vesolje seveda že nekaj časa zelo mamljivo, bomo rekli, iz takih in drugačnih razlogov. Vemo, Američani zdaj spet po dolgem času pošiljajo človeško posadko na Luno, tudi Elon Musk je razlagal, da je Mars mogoče pa vseeno preveč oddaljen, da je morajo na Luni narediti nek habitat in tako dalje. Se razvija, tudi veliko denarja se vlaga v vesoljske programe. Definitivno, ja. Evropska vesoljska agencija mislim, da je letos zaključila z rekordnim sklopom financ, ki so jih države članice plačale in predvidele za naslednjo pač kratko obdobje, torej mislim, da dvoletje. Tako da ja, količina kapitala se dviguje, trg postaja vedno bolj zanimiv in seveda pač to povzroča tudi hkrati neko tekmovalnost na trgu, kar seveda ga tudi začne oblikovati. Pač dokler so to bile bolj kot ne tu in tam kakšna država, ki je pač imela zelo pač bolj militaristične cilje, so te stvari potihoma pač lezle v neko smer, pa marsikaj ne vemo, zdaj pa je to pač bolj tak postaja odprti trg, se formira, in seveda, ja, za nas je pač pomembno to, da smo pravi čas zajadrali v morje, in da pač poskušamo biti ampak koliko je realno hotel na Luni, recimo, Koliko je realno hotel na Luni, zakaj pa ne? Mislim, načeloma je ogromno črvin, recimo, kjer bi naj tudi bila voda, to je recimo nekako zadnja domneva, zato smo mi tudi nekako predlagali recimo našega Pajkovca Saro, slovenskega junaka, da bi šel pogledat kino, da bi to malo pogledalo. Namreč z kolesniki težko gredo v te črvine, ker je najverjetneje od spodaj led, torej naj bi se večina vode pravzaprav zbrala v teh črvinah, ker nikoli ne posije sonce in se tam zledenila. In ta zna biti tudi kar precej smiselna, ker je kar dobro zaščitena. Edino ne vem, kje bomo malo zakurili, da bo toplo. Da bo spustilo. Šalim, ampak ja, tudi pred mnogimi leti se je nekako enkrat ljudstvo odločilo in naredilo mednarodno vesoljsko postajo, pa so tudi nekaj zgradili. Ja, res je, zakaj ne bi, Ja, danes je bolj, se mi zdi, da se bolj prerekajo, kdo bo hrano gor vozil, kdo bo zdaj tisti, ki bo z McDonald'sa pripeljal. Ja, vse to je, najprej naredimo, pol pa se sva vedno pride do zapleta, kdo bo to oskrboval, pa kdo bo sem, pa kdo bo, kjeri kamioni bojo. Zdaj to pa, pač ta dostava oziroma režija pol postane problem po velikih znanstvenih prebojih. Vesoljski turizem veliko bliže, sicer ga že imamo, ampak v Evropi kot takega še ne, ampak tu tudi pravite, bo kmalu
Jaz sem tukaj v KP pričan, da zna to morda uresničiti sanje marsikoga, ki sanja mogoče o astronautih, sicer novodobna mladina, ne vem koliko jim je vesolje že tako privlačno, naša nekoliko, jaz sem že pač med starejšo generacijo, to seveda bilo nekako, vedno mnogo privlačnejše, še posebej pač zaradi vse znanstvene fantastike, ki se je v našem času res dobro odvijala, tako da to je mladina definitivno prikrajšana, se prepričam, ampak drugače pa da, torej tukaj ne vidim tukaj vidim, da bo kar precej hitro, po moje, možnost, da boš poletel in vsaj če ne drugega pogledal na zemljo z koliko manjše, drugačne perspektive. Da mi je to enkrat dano, to je... postati astronaut pa je sve, ne glede na to, kako se to sliši romantično, je pa to predvsem veliko odpovedovanja in vprašanje, kdaj bomo videli prvega Slovenca ali Slovenko, ne? Ja, dejansko tukaj nisem informiran, koliko je bilo prijav v zadnji rundi iz Slovenije, ne? Ampak definitivno, ja, ta poklic se morda zdi romantično privlačen, ampak je kar ogromno odrekanja, ne? Tako da, ja. Ja, bomo videli, ne? Mogoče pa bo kdo... Tega še nisi, če bi... Tega še nisem probal, ampak mogoče jaz imam rad trdna tla. Ne pretiravajmo. Ampak kakorkoli, ko potegnemo črto, izjemno veseli in ponosni smo, lahko, da je v našem mestu tako podjetje, kot je Skylabs, ki res deluje vrhunsko in je v špici, ne samo v Evropi, ko govorimo, ampak seveda tudi v globalnih razmerah in da je Maribor na nek način tudi prav preko vas na vesoljskem zemljevidu. Kakšni so načrti? Ja, zdaj je treba pač stabilizirati proizvodnjo, to lahko naredimo zgolj tako, da pač ugotovili smo, da rabimo novo stavo, tukaj se zahvaljujemo državi, ki nam je tokrat prisluhnila, tako da smo dobili neko manjšo investicijo, vse rekel, v primerjavi z tujimi podjetji, vseeno, zelo pomembno, zato da bomo lahko pač poskušali zagnati večjo količino proizvodnje, drugače pa pač strmimo k novim sistemom, tako da dvigujemo inteligenco na krovu, to je nekako zdaj naš glavni fokus in mislim, da smo tukaj kar precej dobri, tako da, ja. Tako da je, ne? Bo še ne bo sfalilo. Ne, to ne fali, ja. Odlično. Da bi le samo šlo, tako bo, ampak še bolj strmo navzgor. Dr. Kramberger, hvala lepa za obisk, čas, vse zanimive informacije in vsake toliko, ne? Bi bilo fajn, da se vidimo, pa da se malo pomenimo o vesolju. Tudi prav, lepa hvala. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.